Začetek mogoče to pričakoval kaj več, ampak trenutno smo četrti, 9 točk imamo zaostanka za Olimpijo. Mislim, da je tudi lansko sezono smo tako začeli. Je pa zadeva taka, da smo pripeljali tudi kar nekaj novih igralcev, kateri so sicer še poškodovani, se računa na njih, ampak se počasi vračajo, tako da jaz mislim, da do maja bojo stvari se spet postavili na svoje mesto, tako da se bomo spet veselili nove skupne zmage. Vsako leto grejo fantje iz naše nogometne šole v tujino. To je še eno veliko priznanje za nas, prodati v Serie A, sploh pa v Romo. Dva igralca, vemo, Roma zadnje leto veliko vlaga v mlade, naredili so nov trening center in vse, da pridejo v Domžale, pa dva igralca za njihovo mladinsko ekipo. In to so sigurno veliko priznanje. Tudi Lovro si je sigurno svojim delom zaslužil, da naredi ta prestop. Izkazal se v lanskoletni Ligi prvakov, so ga pa Empoli odlično odbranili tiste dve tekme, so ga potem najbolj spremljali tudi v slovenskem prvenstvu. Tako da, ja, novo priznanje za nogometno šolo, ampak treba delati naprej. Treba naslednje spet 3-4 narediti fante, da bojo šli v tujino. Ne smemo tukaj še pozabiti na Šeškota. Šeško je bil tudi pri nas, pa je zdaj naredil že najprej se prestop v Salzburg, zdaj še Salzburga v Leipzig še za veliko večje denarje, kolikor je bo tako. Tako da ja, dokazujemo, da smo kvalitetna, da smo najboljša šola. In tudi pač Šeško še potrdil, da imamo kapacitete, da naredimo, ne vem, mogoče celo v prihodnosti, če govorimo za Šeška, top 10 igralcev na svetu. Ja, sigurno. Jaz mislim, da bomo zdajle sploh, če gledamo od 14-15 naprej, da ne gremo v 13 ali še, to so še otroci. Ampak ja, v 14, v 15 so spet odlične ekipe. Mislim, da zdajle v 15 ekipa ni izgubila že v kar nekaj časa, sploh v radnih tekmah, že ko so bili v 14. Mislim, da celo sezono niso izgubili prejšnjo leto. Letos to samo nadaljujejo, tako da sigurno je pa veliko odvisno od fantov. Zdaj so ta leta 15-16, ki se najbolj razvijajo. Veliko je tudi seveda odvisen od vzgoje doma, od njihove motivacije, od njihovega dela, ampak ja, sigurno imamo fantje, ne bi zdaj nobenega posameznika izpostavljal, ampak sigurno imamo veliko talenta še, ki prihaja gor v naslednjih letih. Pa mislim, da ne rabimo spreminjati neke filozofije. Mislim, da tako, kot do zdaj, tisti fant, ki si želi, tisti fant, ki si pokaže, tisti fant, ki se bori, bo sigurno dobil priložnost, zdaj pa na njih, da izkoristijo. Poudarek zdaj na zadnje leto, če pogledamo mogoče v nogometu sploh se dela mogoče zdaj malo bolj na fiziki. Tako da ja, fizika pomembna zelo, če ne moš laufati, če nisi fizično pripravljen, težko v našem fuzbolu igraš, tako da mogoče zdaj malo več poudarka na tem, drugače pa ne bomo spreminjali nobene filozofije, tako kot do zdaj, tako naprej. Nismo si zaslužili, če sem ena vprašal, nismo zaslužili, da izgubimo 3-0. Sigurno smo imeli svoje priložnosti, zadeli smo, mislim, da eno prečko, imeli smo še 3-4 zelo lepe situacije. Na drugi strani smo dobili prvi gol iz 40 metrov, ki se je od ene odbite žoge. Tako da, tukaj si sicer še dvakrat zadeli, malo je bilo nesreče, ampak jaz mislim, da če začnemo dobro doma, jaz upam, da bo veliko gledalcev prišlo na tekmo, če začnemo dobro doma, če ga zabijemo v prvem polčasu, mogoče celo 2 gola, jaz mislim, da vse je mogoče, tako da jaz še vedno upam na preobrat. Bo težko, trebamo malo sreče, ampak jaz verjamem, da fantje strokovno vodstvo, da lahko to obrnejo, tako da se že veselimo v isto srede. Fantje so bili tudi zelo razočarani, sem jih že po prvi tekmi, ker vsi smo vedeli, da smo si zaslužili več kot teh 3-0. Na koncu izgledali, ker da so nas po domač povedali razbili v Švici, pa ni bilo tako, da jaz mislim, da fantje se tudi zavedali, da lahko, gor so pokazali, da se da z njimi igrati, da smo bili mogoče večji del sreča, mogoče celo boljša ekipa, tako da jaz mislim, da tudi oni verjamejo in vsi verjamejo, da se to lahko obrnemo, zakaj pa ne. Zdaj pa jaz v tej priložnosti mogoče še povabil res vse, da pridete pogledati, bo sigurno dobra tekma ob 6. na športnem parku Domžale na glavnem stadionu. Vstopnina je brezplačna, tako da pridite pogledati, sigurno se splača, vseeno je to mladinska liga prvakov, ki nimate možnost gledati vsak dan.